Teden popotovanja po Sloveniji je imel zadnjo postajo v Domžalah, nekako v senci drugih dogodkov. Okolica se je ukvarjala le s Schalkejem, navijači so si urejali zadnje formalnosti glede potovanja v Gelsenkirchen. V slačilnici je bila sicer Liga prvakov do sobotnega popoldneva prepovedana tema, toda ni šlo povsem odmisliti dogajanja, ki sledi. Po zmagah v Kopru in v Velenju se ni končalo tretjič zapored po željah. Igra v eno smer v domžalskem športnem parku ni prinesla želenega razpleta. Tekma proti Radomljam je bila ena tistih, ko bi moral zgodnji gol omogočiti mirnejše nadaljevanje. V prvi akciji je poskušal Mendy s prodorom v kazenski prostor, ni bilo padca za 11-metrovko in ni se išlo z udarcem. Gostitelji so bili ves čas predvsem osredotočeni na obrambo in rešitev, kako prebiti radomeljski obrambni oklep, se je iskala tudi iz prekinitev. Po prostem strelu je Vršič s podajo na levo stran iskal Šulerja, ki je pritekel iz ozadja, a je bil za korak prekratek, da bi žogo preusmeril v mrežo. V uvodnem delu je za konkretnejše zaključke zmanjkalo hitrejših akcij. Ob uspeli kombinaciji Vršiča in Trajkovskega, ki je poslal predložek v kazenski prostor, je Biton prišel do udarca z glavo, vendar ne dovolj močno. Žogo je izbil Balkovec. V dnevu, ki ni sodil med najsrečnejše, se je poškodoval Ndiaye. Ob poskusu udarca v domačem kazenskem prostoru je po spletu nesrečnih okoliščin igrišče zapustil na nosilih in pregled v bolnišnici je pokazal, kako resne bodo posledice. Po vrnitvi iz slačilnic v drugem polčasu je kazalo, da vendarle ne bo treba čakati na razborljivo končnico, ko se je Mendy spretno otresel tekmecev v kazenskem prostoru in podal v sredino, toda Bohar iz obetavnega položaja ni dobro zadel žoge. Naslednji je pot do cilja iskal Vršič, ni uspel spraviti žoge mimo vratarja Andrića. Napadalni poskusi se nikakor niso obrestovali, na drugi strani pa je prvič žoga proti mariborskemu golu zletela v 57 minuti ob poskusu zavrla z glavo, vendar Handanović ni bil na resnejši preizkušnji. Večinoma se je napadalo proti golu Radomelj, a še, ko se je žoga naposled znašla v domači mreži, je bil zadetek razveljavljen. Po podaji Vršiča je zadel Salalih, toda žogo je sprejel v nedovoljenem položaju. In ko ne gre, ne gre. Naj situacija tekme bo ostala zapisana v 69 minuti, ko so milimetri preprečili, da bi se zatresla mreža in bi točke odpotovale v Maribor. Po spretni akciji Vršiča in podaji Bitona je Salalih pravočasno utekel. V dvoboju z vratarjem pa je Santi spretno poslal žogo čez njega, toda pred golovo črto je izbil Zukić in tudi iz te situacije ni bilo gola. Dan, ko nič ne gre po načrtih, je dobil potrditev še z zadnjo akcijo med obleganjem gola na poskus ob sodelovanju Tavaresa in Trajkovskega, po njegovi podaji v kazenski prostor pa Mendy ni uspel preusmeriti žoge mimo vratarja Andrića. In po igri v podrejenem položaju so gostitelji v 85 minuti prišli do edine obetavne situacije. Iz protinapada Stojilković do soočenja s Handanovićem, ki pa je z odličnim posedovanjem preprečil veselje v domačem taboru. Dan je bil takšen, kakšen je bil. Pozitivno je to, da smo osvojili točko, da imamo točko več. Enostavno Radomlje so pa odigrali eno dobro tekmo v fazi obrambe, kar se pa tiče nas. Pristop je bil tisti, kateri smo si želeli, ampak enostavno tudi prije tako, da žoga ne gre v gol in ni razloga nobenega za kakšne, bom rekel, negativne stvari, zdaj pozitivno naprej. Ostalo je nič z delitvijo točk, ki je več pomenila novincem v prvoligaški druščini. Mariborski ekipi ne prinaša dodatne energije pred potjo na prvo gostovanje v Ligi prvakov, je pa jasno, da bo zgodba v torek povsem drugačna. Arena v Schalke, kot je dovoljeno ime stadiona v evropskih pokalih, bo gostila 1300 mariborskih navijačev in dovolj izkušeno moštvo v vijoličastem, ki nam je prineslo že toliko nepozabnih trenutkov. Naslednja postaja je torej Gelsenkirchen, sobotni razplet pa ne bo vplival na zaključne priprave. Zdaj smo poskušali vse igrati po straneh, v globino, se reševali tudi z golove črte in kot je tako zakleto, nimaš kaj. V Evropi take stvari nimajo velikega pomena, tekma kot tekma, čisto drugačen nivo, čisto drugo tekmovanje in določene stvari na pripravo ne vpliva kaj dosti.